Lepo pozdravljeni. Vidim, da je zanimanje za kulturo izjemno in je naša dvorana gostno naseljena z mediji, ki so del te kulture. Tako da bomo razpravljali kar se da zanimivo. Ampak nič strahu, malce heca mora biti. To ne pomeni, da ker sta prišli samo dve, oziroma dva medija, da bi bili mi kaj prirejeni ali manj natančni. Na začetku je vendarle treba povedati nekaj besed o tem, kaj je kultura na Slovenskem in kaj je pomenila. Zelo na kratko. V sami zgodovini je imela izjemen nacionalno afirmativen pomen, bila je narodna afirmacija dobesedno in zamenjava za narodno politiko, ki jo nismo imeli. Že Levstik je rekel, da je kultura edina zgodovina naroda slovenskega, ki druge zgodovine nima. To se je obdržalo kar naprej, tudi v velikem političnem gibanju, to je slovenskih taborih, ima kultura izjemno vlogo, opazovalno, in ima vlogo tudi pri slovenski osamosvojitvi, se pravi pri ustanovitvi slovenske države. Spomnimo se pisateljske ustave, spomnimo se nove revije, spomnimo se številnih kulturnih skupin in sploh številnih področij umetnosti, ki so zahtevale svobodo in tudi samostojnost. Se pravi, da je slovenska kultura vdelana v sam temelj slovenske države. Ali je danes še tako? Opažamo, da v praksi ni. V načelu pa bi moralo biti. Ampak na drugačen način. Ker smo člani Evropske unije in ker imamo hkrati zdaj državo, se politika dogaja na drugačen način, kakor skozi kulturo. Kultura kot državna afirmacija na tak način, kot je bila včasih, ni potrebna in bi bila temu tuja. Zdaj imamo svojo politiko in svoje instrumente, ki v evropskem prostoru delijo usodo drugih držav, saj smo navsezadnje v skupni Evropski uniji. Kljub temu pa je ta kohezivna sila, ta element, ki državo sploh dela za državo in drugačno od vseh ostalih, njeno identiteto drugačno od vseh ostalih, vendarle še kultura. Kultura v državi postaja drugačna, ni več nacionalna afirmacija, kajti država je širša skupnost od zgolj nacionalne. Skrbi kultura oziroma država tudi za manjšine in tudi za tiste Slovence, ki so ostali zunaj meja, na drugačen način, kakor je lahko samo narod, ki ni imel svojih institucij. Kljub temu pa je vendarle na nivoju države tista kohezivna sila, tisti steber slovenske civilizacije, ki je potreben, da se od drugih narodov v Evropi sploh loči. Kdor tega ne razume ničesar. Ta uvod je potreben zato, ker se kulturi godi razmeroma slabo. Prvič je vržena in razumljena kot del tržne zabave, vržena je na trg na tak način, da lahko živi ali pa tudi, kakor je uspešno naše gospodarstvo, crkne, če je potrebno. Kajti živela naj bi se sama, kakor kakšno podjetje ali kaj ekonomskega, gospodarskega in kako drugače razumljenega tima ljudi, ki se tako ali drugače znajdejo v tem tranzicijskem prostoru. To je tudi razumevanje kulture na izkrivljen način slovenske tranzicije, ki nam kaže, da se ta civilizacijski temelj pri njih izgublja. Slovenija je premajhna, da ne bi gojila svoje kulturne institucije in svoje umetnosti podpirala tako, da jih subvencionira oziroma da jih državno omogoča in podpira. Brez tega ne bo šlo.
In v naši žalostni gospodarski zgodbi je to še posebej treba omeniti, da ne bi izgledalo, da pač, če nam je vsem slabo, pa naj tudi kultura crkne. V tem primeru, če bi se to zgodilo v širokih razsežnosti, bi tudi država prišla na svoj identitetni rob in bi bilo vprašanje, kaj je sploh početi z njo. Seveda pa so časi trdni. Gospodarska kriza, družbena kriza, etična kriza vpliva na to, da si bomo morali to usodo deliti vsi, se pravi vsa področja. In tudi tukaj bo morala kultura nekatere stvari odložiti, vsaj tiste, ki jih bo pokrivala bodoča vlada in seveda država, ker bodo potrebne, ker bodo morale počakati boljših časov. To ne pomeni, da bo odrezana substanca kulture, kakor sem že povedal, se to ne sme zgoditi, nekatere stvari pa bodo morda drugačne. Tukaj sem v imenu odbora za kulturo pri stranki SDS in vam lahko napovem, kaj se mi zdi smiselno in potrebno, da bomo storili, vkolikor bomo v vladi o tem odločili. Najprej gre za slavni nacionalni program za kulturo, ki je ustava Ministrstva za kulturo in seveda zakon, v katerem vlada deluje, ker je sprejet v parlamentu, najprej v vladi seveda in potem potrjen v parlamentu. Se pravi, to je osnovni zakon, tako rekoč ustava slovenske kulture, kakor jo lahko izvaja vladna politika. Zgodilo se je tako, da je ta nacionalni program za kulturo postal nenadzorovan izdelek, ki ga upravlja pol ministrstva vsaj 2 leti, zato da ga na koncu pošlje v državni zbor in je ta papir opremljen z vsemi mogočimi številkami postal nepregleden. Postal je nekaj, česar se ne more nihče držati in hkrati tudi element manipulacije, kjer lahko vsak se lahko zapiči vsako podrobnost in jo terja, kljub temu, da se stvari zamenjujejo. To je postalo popolnoma nefleksibilno, ampak ne samo nefleksibilno, postalo je en ogromen birokratski kolos, ki se izdeluje in izdeluje, kakor da bi se delalo samo kulturo. Pa se jo ne, dela se papir v kulturi. Zato bo to spremenjeno, ta ustava bo zbirka načel, ki se jih je potrebno držati, ostali del programski, opremljen z kazalniki in številkami, pa bo del samega ministrstva, ki ga bo seveda ravno tako sprejemala vlada, vendar ni potrebno, da ga v vseh detaljih sprejema tudi državni zbor. S tem bomo sledili temu konceptu nacionalnega programa, ki je leta 2000 že bil prvi nacionalni program in ki se je izkazal tudi najbolj uspešen, čeprav samo načelen, hkrati zanimivo tudi najbolj operativno. Potem druga izredno važna stvar. Dobivamo hude informacije, da se maje priredite Evropske prestolnice kulture, česar si enostavno ne moremo privoščiti. Kot država, ki ima vendarle v Evropski uniji nekakšen pomen, navsezadnje smo ji tudi predsedovali, si tega, da bi si pokvarili kompetenten status države, ne moremo privoščiti. To bo treba natančno pregledati in absolutno izpeljati. Potem bomo pogledali tudi, kaj je pri pisanju zakonov, ki so nujni za delovanje Ministrstva za kulturo in vlade na tem področju, manjkalo. Spomnimo se, da je ministrica ta položaj zapustila in je tudi zapustila kulturo. Zato so postali nekateri zakoni terminsko v zraku in jih mora državni zbor nemudoma sprejeti oziroma sprejeti nekakšen prehodni načrt.
Se pravi, da bomo predstavili seznam vseh tistih, ki so pač odloženi. In vseh tistih, ki bi morali biti, ter, poudarjam, vseh tistih, ki jih bo treba spreminjati. Tukaj jih je kar nekaj. Na koncu bom omenil vsaj enega. Potem bomo pripravili izhodišča za posodobitev javnega sektorja, ampak ne samo izhodišča. Izhodišča bodo pripravljena bliskovito. Mislim, da je tam na Ministrstvu za kulturo ustanovljena bila tudi skupina, ki je to pripravljala, to bo natančno pregledano. Ta izhodišča bodo, kolikor so uporabna, primerno prirejena in sprejeta. Potem bo pa v 3 mesecih enostavno narejen plan, kako to do konca mandata zares pognati, oziroma čim bolj tudi že urediti. To je velikanska stvar, kajti to ni urejeno že 20 let. Potem bomo seveda pripravili oceno, s kakšnimi sredstvi v okviru rebalansov, ki bodo še prihajali, lahko kultura še deli usodo zategovanja pasu in ostaja hkrati tisto, kar sem povedal, da slovenska kultura mora biti, in kje je tista meja, kjer to ni več zagotovljeno. In kultura in tudi ministrstvo ne more več zagotavljati takšno stanje kulture v državi, ki bi moralo za državo samo nujno ostati. Toliko. In zdaj še nekaj, kar bo treba spreminjati, da vam dam primer. V zadnjih dnevih smo dobili kar nekaj pomembnih sporočil glasbenikov, peticijo, opredelitev s podpisniki, številnih glasbenikov vseh mogočih smeri, ki jih združuje tudi, da ne bom govoril kar tako na pamet, Slovenska unija glasbenih ustvarjalcev, SUGU, Društvo slovenskih skladateljev, Gospodarsko interesno združenje slovenskih neodvisnih avdiovizualnih producentov, Glasbeni forum Slovenije, Skupina nepovezanih glasbenih in avdiovizualnih ustvarjalcev. Se pravi, ogromno glasbenih združenj, ki so ugotovile, da se je v času od prejšnje vlade, predvsem pa do zdaj, predvsem pa v času te vlade, status in položaj svobodnih ustvarjalcev bistveno spremenil. In to na slabo. Tako, da zdaj njihove honorarje filtrirajo skozi ustanove, tako, da jim ostaja zelo malo. Bistveno manj, kot je to ostajalo v preteklosti. Zato bo treba zakon, ki je s tem povezan, jih bo pa mislim še kar nekaj, se pravi zakon o avtorjih in sorodnih avtorskih pravicah in seveda zaščite avtorskih pravic, tudi zakon o medijih in RTV Sloveniji, ki bo še prišel na vrsto, ampak tudi to, tudi pretekli zakon se ne izvaja, to bo treba natančno pregledati in v tem smislu popraviti, da bodo avtorji spet postali tisto, kar so, se pravi ustvarjalci, in bodo za svoje delo dobili tudi plačilo, ne pa da bodo v vrsti stali tako, da bodo prišli na vrsto čisto zadnji, ko se bo delil denar od njihove stvaritev. Se pravi, da so vmes ustanove, ki ta denar delijo in ga tudi ohranjajo zase. Zato ta apel podpiramo, to peticijo podpiramo in bomo tudi preverili, kako ustrezno spremeniti zakonodajo, da se bo to lahko rešilo v prid ustvarjalcev. Toliko za danes, hvala lepa.